Torej, kot so me že prav lepo predstavili, jaz prihajam nekako iz polja etnolingvistike in lingvistične antropologije. Moj glavni fokus raziskav je pač slovstveno-folklora oziroma celo še ožje, najkrajše oblike, tako da bo danes veliko primerov prav iz teh. Pač vsi vemo, na katerem dogodku smo, bi pa rekla, da sem jaz zastavila to predavanje predvsem kot nek tak, rekla tek, niti ne hiter sprehod, ampak prav tek čez lingvistično-antropološke vidike in sam razvoj v bistvu teh vidikov. Potem pa bom na koncu podala, upam, da ne bom predolga, no, bom pohitela, obljubim, še nekaj praktičnih primerov, ki so res tako precej zanimivi, ko obravnavamo temo jezika v družbi. Torej, če začnemo, kaj sploh je jezik? To vprašanje pač v okviru folkloristike, antropologije, etnolingvistike, vseh teh področij, kjer jaz delujem, je definitivno pač nekako sredstvo za komunikacijo, ampak to ni samo sredstvo za komunikacijo. Zakaj? Zaradi tega, ker je tako zelo družbeno nabit in ker z jezikom opazujemo in mislimo svet okoli sebe, ker besede so nosilci pomenov vpetih v družbeni, pa tudi konec koncev politični kontekst. Gre za v bistvu vse tisto, kar nas obkroža in gre za enega pomembnejših elementov v našem vsakdaniku in zato ne preseneča tudi, da gre za enega pomembnejših elementov socializacije kot take. In če citiram dr. Rajka Muršiča, slovenskega antropologa, ki je zapisal na Facebooku ob neki priliki, jezik ni samo sredstvo sporazumevanja, temveč je temeljni gradnik našega miselnega, čustvenega in družabnega sveta. Samo razmerje jezik in kultura, če tukaj nadaljujem, vsekakor ni neko novo vprašanje, ne gre za novo področje raziskav, namreč prve, pomembnejše raziskave so bile že v 18. stoletju, ampak roko na srce verjetno tudi že veliko prej. In eden od bolj znanih jezikoslovcev v bistvu v tistem času, nemških jezikoslovcev, je bil Humboldt, ki je poudaril, da je jezik močno orodje, ki nam omogoča osmišljevanje sveta. On je tudi uvedel termin Weltanschauung, kar pomeni svetovni nazor, ki je nekako osrednji termin in element v etnolingvistiki dan danes. Trdil je, da je vsak jezik, da vsebuje preplet konceptov in da ob učenju drugega jezika vanj vstopamo vedno večji ali manjši meri iz lastnega nazora, torej iz lastnega jezika. Njegov naslednik, Ernst Cassirer, je v bistvu prvi konceptualiziral jezik z objektivizacijo narave, namreč to urejamo po univerzalnih principih, kot sta čas in prostor, in kot boste videli v nadaljevanju, gre za zelo pomembna koncepta v jeziku. Franz Boas velja za očeta antropologije v Ameriki. V bistvu lahko rečemo, da je bil neke vrste folklorist, tako prav neskromno, ker iz folkloristike se je razvila antropologija, šlo je za opazovanje, najprej za neke tiste opazovanje zgodb, mitologij in potem naprej opazovanje načina življenja in rabe teh elementov. V glavnem Franz Boas je trdil, da nihče ne more razumeti druge kulture, ne da bi dostopal tudi do njihovega jezika in da je jezik nujen za razvoj človekove misli in kulture. Kar je bilo pa zelo pomembno, je pa, da je tudi ovrgal ta koncept primitivnih jezikov, torej primitivni jeziki ne obstajajo. Bil je začetnik teorije kulturnega relativizma, verjetno ste vsi kdaj že slišali za Eskime in neskončno število, no seveda je končno, ampak veliko število poimenovanj snega pri Eskimih. Namreč bil je
na terenu pri njih zbiral, je pač te izraze in Eskimi imajo različna poimenovanja za različne oblike snega. Torej sneg, ki leži na tleh in je poteptan, sneg, ki je na strehi, sneg, ki pada v taki obliki, ne vem, snežni metež, pršec in tako naprej. In je vse to razložil in takrat je poudaril, kako v bistvu nekako življenjsko okolje in kultura vplivata na jezik in pač tudi obratno, in to je tak zelo znan primer tega kulturnega relativizma. Bi pa tukaj poudarila, da je velikokrat napačno interpretiran. Zakaj? Zaradi tega, ker pomislite na vodo. Ne? Mi imamo ogromno izrazov za vodo. Voda, ki pada iz neba, je dež. Voda, ki je ujeta v nek prostor, je luža, je jezero, tekoča voda je reka in tako naprej. V bistvu gre dejansko za opis tega okolja in za sama poimenovanja, hkrati je pa tukaj še vprašanje, kaj je beseda, kar sploh, ne vem, med lingvisti se večkrat pojavi, ali je to, da sklopimo dve besedi skupaj v eno že nova beseda, ali gre samo za sklop in tako naprej. Ne bomo komplicirali. Hočem povedati samo, da teh, mislim, da 47 izrazov za sneg, neko zelo veliko število je v glavnem, je lahko zelo relativno, če postavimo to pri nas za poimenovanja o vodi, za vodo, različne oblike vode, naprimer. Bossovo delo sta nadaljevala Edward Sapir in Benjamin Lee Whorf in sta v bistvu razvijala skupaj, nista pa nikoli skupaj objavljala nobenega dela, ampak sta v bistvu se dopolnjevala vsak s svojim delom in sta rekla, da v bistvu ne moramo ločiti, kaj je bil najprej, ali je bil jezik ali kultura. Nekako se razvijata skupaj, ne? To je tako ciklično. Mi vplivamo na jezik, jezik vpliva na nas. In jezik vpliva na naše delovanje in mi vplivamo z našim delovanjem na jezik. Zato gre za neko interakcijo med individuumi in družbo. Whorf je bil sploh pomemben zato, ker je trdil, da jeziki se ne razlikujejo zgolj po besedišču, ampak tudi po stvarih, ki jih z jezikom lahko ali ne moremo narediti. Sapir-Whorfova hipoteza, ki jo napačno navajamo kot Sapir-Whorfovo, ker nista tega skupaj objavljala, ampak smo mi združili njuno delo, ne? Ali tako imenovana lingvistična relativnostna hipoteza je nekako najmočnejša, najvidnejša trditev, da na naše razmišljanje vpliva jezik, ki ga govorimo. Nihče se ne more prilagoditi realnosti okolju brez rabe jezika. In ravno to v bistvu nekako lingvistična antropologija, etnolingvistika in folkloristika preučujejo. Jezik je kulturni vir, govor, tudi kot kulturna praksa, in kar je pomembno pri naših analizah, jezik ni obravnavan izolirano, ampak je obravnavan v govorni skupnosti. Govorna skupnost so pač družbeni akteri. Govorna skupnost smo lahko Slovenci kot narod. Še pogosteje govorna skupnost manjša, torej mladostniki med določenim in določenim letom, ljudje z določenega območja, narečje, delovna skupina, torej neka skupnost, ki govori skupni jezik in raziskujemo, kako ta jezik funkcionira in se razvija. Ena od pomembnih postavk lingvistične relativnostne hipoteze je tudi, da, kot pravi Sapir, citiram po svojem prevodu, pravi svet je v veliki meri zgrajen na jezikovnih navadah govorne skupine. Dva jezika nista nikoli povsem enaka, da bi lahko predstavljala isto družbeno realnost. In če pogledate, zdaj tukaj imamo v bistvu latinski izrek lupus in fabula, torej volk v zgodbi, če dobesedno prevedem. V slovenščini smo ta izrek prevedli v pregovor, recimo temu, mi o volku, volk iz gozda. Pri Hrvatih mi o vuku,
volk na vrata. Torej, ni samo iz gozda prišel celo do naše hiše, na vrata. V angleščini so tega volka spremenili že celo v hudiča. Tukaj vam lahko povem zanimivo podstat, mitološko podstat tega hudiča, namreč volk je mitološko žival iz prehodnega obmejnega območja, torej med našim in onim svetom. Ono je vse tisto, kar ni naše. Volk je med podzemljem in našim svetom in je, kako bi rekla, spolzko področje, nevarna žival, vsi se ga malo bojijo, hkrati je pa uddaljena nekje daleč. In zelo pogosto so tega volka pretvorili v hudiča. Zakaj? Verjetno tudi zaradi podobe, ker je kosmat, ker ima velike zobe. Tako da Angleži so to kar direktno dali v pregovor. V nemščini imamo, ko govorimo o volku, pač pride, in isto v estonščini, kust hundist regit seal ta on. Govorimo o volku in volk pride. Torej, kot vidite, imamo isto izhodišče pri vseh pregovorih, dokazano isto, pa se ta v besedi vsaki kulturi po svoje. Tako, kot družbi najbolj, v bistvu, recimo temu ustreza oziroma je najbližje. Zato lahko rečemo, da imajo besede družbeno nabita življenja. Lahko tudi obrnemo to izjavo in rečemo, družbeni odnosi živijo z jezikom napolnjeno življenje. Seveda, vsaka družbena interakcija poteka skozi jezik. Ta je lahko govorjen, kot jaz zdaj govorim, lahko je pisan v vseh pisnih virih, lahko je verbalni, kot je zdaj, ali pa neverbalni, kar obsega tako mimiko, geste, kot tudi konec koncev jezik gluhonemih, kjer kretajo. Torej, jezik je po svoji naravi družaben, ni le sredstvo, s katerim delujemo na družbeni svet. Govorjenje samo po sebi je oblika družbene dejavnosti in jezik je kulturni vir za človekovo rabo. Oziroma, kot je izpostavil filozof John Austin, z jezikom stvari lahko tudi delamo. Če pomislite recimo na poročni obred in potem vpraša matičar, ali vzamete določeno osebo za zakonskega partnerja, in potem mi odgovorimo vzamem. S tem, ko govorimo, rečemo vzamem, s tem mi že delujemo, torej sam izraz je delovanje, isto je obsojam. Lahko pa povem eno anekdoto glede matičarja v Sloveniji in poročnega obreda, ko je matičar vprašal nevesto, ali vzame tega in tega za svojega zakonskega partnerja, in je ta gospa rekla, vzamem. Ta matičar se je tako zmedel, da je še enkrat ponovil vprašanje, ali vzamete določenega gospoda za svojega zakonskega partnerja, odgovorite z da ali ja. Tako da v Sloveniji je očitno to dejanje z besedo, torej ta Austinov, kaj delamo z jezikom, nekako porinjen ob stran, in ko boste pred matičarjem, nikar ne recite vzamem, recite da ali ja, razen če se želite nasmejati. In prav to, da z jezikom tudi delujemo, da delamo, kažejo tudi slovenski pregovori. Jezik kosti nima ali kosti lomi, in jezik hud strupen je hujši kot meč ognjen. Že s tem vidite, da s samim govorom mi zelo vplivamo na naslovnike. Če gremo naprej na to, kaj je jezikovna kompetenca, v bistvu kaj pomeni znati jezik, sem tukaj napisala pač dva referenčna znanstvenika, to sta de Saussure in Chomsky. Najprej je de Saussure ločil jezik, on je bil lingvist in je trdil, da je treba jezik obravnavati izolirano od družbe, torej kot entiteto, in bolj ko je izoliran, bolj bomo prišli v globine, zato je ločil jezik in govor. Jezik je pač sistem, na katerem temelji potem govor. Govor je pa akcija, torej dejavnost govorjenja strani govorca.
Chomsky se je zelo uprl na njegovo delo in je uvedel 2 izraza, kompetenca, to je bilo poznavanje jezika, tako recimo lahko jaz rečem, da znam italijanščino, ne? In performanca je pa dejanska raba jezika, kjer sem pa jaz malo bolj šibka, ne? Znam pa recimo kakšen drug jezik. Vsekakor gre za to, da je treba jezik rabiti znotraj določene kulture, oziroma kot je etnolingvist Bartminski rekel, kar imate tudi napisano, da tripartitni model, sistem norma raba v besednem pomenu omogoča posamezniku, da vključi v rekonstruiranem besednem pomenu ne le osnovne značilnosti in močne konotacije, temveč tudi šibke in postranske, ki so trenutno prisotne v družbeni normi. Naprimer, mama ali oče ni le oseba določenega spola, ki ima otroka, ampak je tudi oseba, ki ima rada, ki neguje, ki hrani, vzgaja otroka. Ali pa voda ni le brezbarvna tekočina, temveč je tudi snov za potešitev želje ali pa za zalivanje vrta, brez katerega ne bomo imeli zelenjave tisto leto, naprimer. Predvsem pa recimo je ta neka kulturna kompetenca pomembna pri kakšnih stalnih besednih zvezah, kot so pregovori. Sama poznam recimo, moja babica zelo rada uporablja pregovor življenje ni praznik. In to uporablja v 2 situacijah, 2 varianti sta. Eno je, ko je utrujena ali bolna in se slabo počuti in reče, ja, življenje ni praznik, pač nekje v zadnji trpeti je treba. Drug kontekst, kjer ona to rabi, je cel dan je delala na vrtu, je utrujena in potem vsa vesela pove, da življenje ni praznik, ampak lahko smo zadovoljni zaradi tega, ker smo delali in zdaj imamo čudovito narejeno delo in vrt in nam je super. Ampak predstavljajte si, naprimer, da nekomu umre bližnji. Mi mu želimo izreči sožalje, nimamo pa neke dobre kulturne kompetence. In potem takemu človeku rečemo, ja, življenje ni praznik. Mislim, da bi ga konkretno pobiksali. Tukaj je tako, se mi zdi dobro vidna ta kulturna kompetenca. Torej, v lingvistični antropologiji, pa tudi v etnolingvistiki, se potem nekako sredinjamo na 4 koncepte. Imamo več ali multifunkcionalnost, jezikovne ideologije, rabo in znakovnost. Bomo samo na hitro šli čez. Večfunkcionalnost jezika je to, da v bistvu jezik upravlja različne funkcije. Ko mi nekaj izrečemo, se te funkcije lahko plastijo in po Jakobsonu imate tukaj v tabeli napisane. Zdaj se vam je pa prikazalo. Gor, naprimer, vi nekaj napišete, neko slabo novico ste prejeli in potem nekdo spodaj v okencu napiše, neskončno mi je hudo zate. Sploh ne moram najti besed. In potem imamo ta emotikon. Tukaj lahko vidimo, torej, izražamo svoja čustva, lastna čustva, torej imamo emotivno funkcijo. Konativna funkcija, hudo nam je za nekoga. Na kontekst se nanašamo že s celim sporočilom. Poetska funkcija, imamo ta emotikon na koncu, ki izraža žalost. Na kod, torej metajezikovno je, da sploh ne morem najti besed, torej moj jezik ne more opisati tega, kar čutim. Stik pa vsebuje že to, kaj smo izbrali kot način komuniciranja z nekom. Torej nismo ga poklicali po telefonu, nismo šli osebno do osebe, nismo poslali pisma ali po telefonu, ampak smo napisali recimo na Facebook. Tako se plastijo in s tem v bistvu hkrati tudi nekako izražamo svoj odnos do osebe kot tudi do same vsebine. Jezikovne ideologije so predvsem stališča, mnenja, prepričanja ali teorije, ki jih imamo v jeziku. Tukaj je zelo razplasteno. Lahko imamo povezavo narodnosti in jezika.
v Sloveniji govorimo slovensko in ravno nekaj dni nazaj sem brala prispevek v reviji Outsider. V tej deželi govorimo slovensko, kjer je opisala v bistvu situacijo na državnem uradu, kjer referent ali referentka, ne vem, ni želela uporabiti angleščine za komunikacijo z tujcem, zato ker v tej deželi govorimo slovensko. Koncept maternega jezika gre v jezikovne ideologije, stereotipne sodbe v jezikih. Francoščina je romantična, nemščina je tako zelo trda. Ne? Potem kot jezikovne ideologije, naprimer v 18. stoletju v Rusiji, je višji sloj uporabljal francoski jezik. Vsi poznate Puškina, slišali ste že zanj? On se naučil ruščine od svoje varuške, ne od svojih staršev. Starši so z njim govorili francosko, vsaj tako pravi anekdota, da temu tako rečem. Konec koncev pa v to polje spadajo tudi recimo različne šale, kot naprimer, upravičujem se vsem Štajercem, gre za primer, kako Štajerc govori kitajsko. Ki šang čuj. Kjer v bistvu gremo na stereotip Štajerca in stereotip, kako naj bi jezik zvenel. Nekako še vedno dan danes pa lahko imamo tudi nek ta stereotip glede rabe kletvic. Ta tema je meni kar všeč, tako da sem vzela kakšno minuto več. Namreč, ne vem, če ste slišali, pa če niste, boste zdaj včasih, če so otroci izgovorili kletvico, so si potem morali izprati usta z milom, ker to je grd govor, umazan govor in je treba pač usta očistiti. Ne? Zdaj pač kletvice same na sebi so samo besede. Ne? Tisto, kar jim daje ta kontekst grdega govora v družbi, je ponavadi oziroma je vedno tabu. Kletvice ubesedujejo tabu. In izhodiščno gre pri kletvicah za to, da nekoga nekam pošljemo, stran od sebe. Enako je pri boleznih, ko so zdravili z zagovarjanjem bolezni, ko so zdravili uroke pošiljajo v visoke gore, globoka morja, daljne meglice in tako naprej. Tako v bistvu mi tega, ki ga pošljemo, kamorkoli ga pač že pošljemo, ga pošljemo nazaj. Največkrat se uroke pošiljalo k izvoru od tam, odkudar so prišli. In tako je pri kletvicah. Včasih smo bili dani od Boga. Ne? In zato so nas pošiljali k hudiču, ki je pač mitološko gledano, druga stran Boga. Ne? Dan danes smo porojeni iz telesa, torej, ko nas nekdo pošlje v ženski ali moški organ, ne bomo zdaj uporabljali preveč tega, nas pošlje k izvoru, tja, odkudar smo prišli, kar pomeni, da nas želi izničiti. To je govorno dejanje tistega, ki pač uporablja kletvice. Če gremo v ženske reproduktivne organe, smo vsaj spočeti, če gremo v moške, še spočeti nismo več. Tako čisto malo za šalo. Ampak hočem reči, da v bistvu gre tukaj za nekak v podstati za družben dogovor, nekak nezaveden dogovor, kaj je tabu in tabu je intimno. In zato v bistvu to dan danes velja za tako zelo grd govor. O tem se ne govori, intimnem, o spočetju se ne govori, ker to je sveto. In če izgovarjaš to, tako kot je danes, pa ta svetost se je seveda zgubila, ampak tabu je pa ostal. Ne? Tudi sam izvor kletvice je recimo zanimiv, ker imamo povezavo, recimo za moški spolni organ gre dejansko za petelino. Kura, petelen od kure je kurec, ne? In tako naprej pač gre za vizualno podobo. Potem pa gremo še k rabam, no, da ne bom predolga. Gre pa za dejansko v bistvu rabo določenih jezikovnih in kulturnih oziroma teh stalnih besednih zvez. Če nimamo poimenovanja, se poslužujemo metafor, drugih besed za opis
in te sčasoma lahko postanejo prvotni pomeni. In tako je zanimivo, recimo, če pogledate teorije, teorije gradimo, jih rušimo, jih postavljamo na novo, torej je teorija zgradba. Mi smo zidarji in gradimo teorije. Tukaj imamo neko konceptualno metaforo v ozadju, ki kaže na to, kako družba dojema razvoj teorije. Sama raba se tudi kaže recimo pri, ne vem, jabolko ne pade daleč od drevesa in potem se vi pogovarjate in nekdo reče, saj veš, jabolko in drevo, ali pa smo en del pregovora in s tem v bistvu se izgubi celoten pregovor, ne rabi se tako, kot je v slovarju, kljub temu, da naj bi bila stalna enota. Potem imamo recimo delo krepi človeka, ki v rabi kaj pogosto potem dobi svojo prenovljeno različico delo krepa človeka, če še niste slišali. Je pa tudi tako, da kar se tiče tudi seveda relativnosti, jezikovne relativnosti, da se jeziki podobno kot kulture oziroma skupaj s kulturo s časoma spreminjajo. In tukaj je tak lep primer, recimo temu pregovor, dolgi lasje, kratka pamet. Seveda danes to velja za seksizem. In pač stereotip z dolgimi lasmi je ženska, kratka pamet je manjša inteligenčna sposobnost. Zdaj tako, ta pregovor je precej star. In še danes v določenih narečjih, sploh starejši ljudje, včasih je bilo pa to pogosto, je biti pameten dejansko pomenilo biti izobražen. Zaradi tega, ker on je pameten, je šel za zdravnika, torej je bil izobražen. Tukaj ni šlo za neko inteligenčno sposobnost, ker potem smo imeli ženske, ki so bile brihtne, prebrisane, zvite, kar vse kaže na to, da v bistvu so bile zelo inteligenčno sposobne. Dolgi lasje, kratka pamet bi lahko, poudarjam, bi lahko rekonstruirali v to, da pač ženske niso bile izobražene. Zakaj niso bile izobražene? Ker niso imele priložnosti, ker pač do recimo temu druge svetovne vojne, sploh kar se tiče še nekega perifernega dela, so prvi, ki so šli v šolo oziroma se je denar namenil za šolanje sinov in ne hčera. Indeksalnost oziroma znakovnost jezika pa gre za to, da razbijemo jezik, zato da pridemo v njegovo ozadje. To področje se imenuje semiotika in de Saussure in Peirce sta še vedno temelja semiotike, kjer gre za to, da jezikovni znak je sestavljen iz označenca, torej predmeta ali pojava, in označevalca, v našem primeru je to beseda. Kar je Peirce naredil in je zelo pomembno, je dodal interpretanta, torej osebo, ki rabi to besedo oziroma naslovnika, kako jo interpretira. In če imamo besedo drevo, zame je to drevo. Za nekoga drugega je drevo lahko, ne vem, kako se vidi, platana sredi zime, tukaj z nabrežja, lahko je neki glavec, lahko je drevo celo nekaj pač v našem okolju nepojavljivega, razen v botaničnem vrtu, ali pa v določenem kontekstu je lahko to celo božično drevesce. Zato je pomembno in tukaj pač na tem se gradijo potem stereotipi. No, tukaj sem navedla, kako se te znaki potem še delijo, zato da lažje pridemo v ozadju teh izrazov. Kar pa bi poudarila, to pa je etnolingvistika, kjer sem jaz malce bolj doma, kjer ne gre za to, kako jezik vpliva na nas, ampak kako se družba kaže iz jezika, in prav tukaj imamo pojav teh jezikovnih stereotipov. Kakšen je stereotip v družbi, družbeni stereotip drevesa? Kakšen je družbeni stereotip sonca? Mislim, da če rečem sonce, bo le malo kdo pomislil na zvezdo, ki jo je NASA slikala in objavila sliko na spletu. Ali pa če rečem sonce, prva misel verjetno ni zahajajoče sonce, rdeče, oranžno, ampak bo žareče poletno sonce. In s temi jezikovnimi stereotipi so na Poljskem tudi ustvarili jezikovno sliko sveta, ki ni sestavljena samo iz teh sočasnih sinhronih stereotipov, ampak so posegli tudi v mitologijo, v etimologijo besed
in so šli še globlje. Zdaj bi pa jaz samo par primerov vam pokazala, nakazala in razložila, tako da smo končali s teorijo v celoti. Recimo kategorija spola. Hvala. Gre za to, da nimajo vsi jeziki slovnično izraženega spola. V Avstraliji ima eno od ljudstev recimo poseben spol za ženske, ogenj in nevarne snovi. To je poseben spol. In potem so še drugi. V estonščini slovnični spol sploh ni izražen. Vse oblike so enake za ženski in moški spol. Torej kategorije spola pri samostalnikih, glagolih in pridevnikih ni. V slovenščini imamo v grobem, ne bomo šli v preteklike, imamo, ne bomo šli v druge spole, se upravičujem, imamo 3. Ženski, moški in srednji. In če pogledamo recimo ženski spol, imamo punčko, potem je punca oziroma dekle in ženska. Pri moškem je fantek, fant in moški. Jaz sem se vpičila v dekle. Zakaj? Dekle je srednji spol. Torej, to je isto kot tele, kot prase, tisto, kar ne vemo, kaj je, tisto, kar ne vemo še, kaj bo postalo. In šele ko dekle dobi družbeno vlogo in s tem družbeni spol, postane ženska. Postane dekla, postane tista sestra, ki ostane neporočena doma in skrbi za hišo. Če fanta prelevimo v srednji spol, je fante. To je bilo zaničevalno, še vedno je. Ne? Fante, kaj ti tle delaš? Ne? Medtem ko če dekle damo v dekla, je pa tista, ki nam služi, tako rekoč sužnja, kar se zelo očitno se kaže odnos nekako do spola kot takega. Jaz sem potem malo naprej raziskovala in sem v bistvu pomislila na Virgine. V Črni gori namreč obstaja zdaj pač boljše kot nek relikt družbeni, ampak včasih je bilo tako, da ko je določena družina imela same hčere in je bila tudi najmlajša hči in nihče ni prevzel kmetije, je ta najmlajša hči morala prevzeti družbeni spol moškega in prevzeti kmetijo in jo voditi. Ne samo, da je vodila, ona se ni smela poročiti, ni smela imeti partnerja, morala je ostati devica, začela se je oblačiti kot moški, obnašati kot moški, govoriti kot moški in okolica je začela nazivati kot moškega. Torej, prevzela je v celoti družbeni spol moškega. Kar bi v bistvu lahko tudi pri nas nakazovalo, da mogoče je bilo kaj na tem. Ne trdim, da je bilo, ne si zapomniti, kot da sem trdila, da je temu tako. Lahko pa ostaja nek vprašaj zadaj, kakšna je bila pri nas ureditev v daljni preteklosti, ko se stvari še niso tako zelo zapisovale. Imamo pa ostanek v narečjih, na Gorenjskem, to je najbolj znano, da so gorenjska narečja, kjer punce še vedno govorijo na fanta. Zdaj, lahko gre za to vrstno funkcijo družbenega spola, lahko gre za veljavo spola v družbi, če govorim na fanta, sem več vredna in bolj odločna. Lahko gre pa samo za ekonomijo v jeziku, ker lažje reči sem šolka, pa sem šla, recimo. Naslednji primer so barve. Barve so zelo pogoste, lingvistično-antropološki primer teorije relativnosti v jeziku. Namreč tukaj imamo 3 odtenke modre barve. Zdaj, lahko dvignete roko, pa tukaj ni pravilnega odgovora, tako da pogumno prosim, tisti, ki mislite, da je modra svetlejša barva. A je plava svetlejša barva? No, lahko vam povem, da sta sinonima, torej isto označujeta, modra je isto kot plava, jaz sem pa vedno mislila, da je modra svetlejša in plava temnejša. Tako da
Tukaj je bila moja zmota. Zakaj? Mislim, da zaradi te glasovne globine, ki plava, pa je to tako globoko, pa je to temnejše. Si mislim, no. Zdaj, angleščina, nemščina, kot vidite, imajo eno poimenovanje. Italijani imajo že 3 poimenovanja za modro barvo. Ne gre za poimenovanje odtenkov, gre za 3 poimenovanja modre barve, ki seveda vključujejo odtenke, ampak tukaj gre za zaznavo kot 3 različne barve. Ruščina ima 2 različni poimenovanji. Goluboj je svetlomodra, sinji je temnomodra, kar sem se jaz morala dodatno zapomniti, ker tako kot pri modri in plavi, jaz mislim, da najprej, da je goluboj temna barva, ker je tako globoko, in sinji, ki je tako visoko in svetlo, da je, ampak je obratno. Tako da, če si to zapomnite, si zapomnite za ruščino, da je temu tako. Čas je seveda tudi zelo aktualna tema v lingvistični antropologiji in sploh v antropologiji, ker gre za neko antropološko konstanto. Tukaj sem se prej zagovorila, ne? Preteklik, sedanjik, prihodnik. Estonščina ima pa recimo samo preteklik in sedanjik. Zakaj toliko navajam estonščino kot primer ugrofinskega jezika v evropskem prostoru, ker je prostor isti. Estonščina, finščina, madžarščina in nekaj uralskih jezikov so pa ugrofinski jeziki. To sploh ni indoevropski izvor teh jezikov. Samo tako za opomnik. V glavnem, če imamo, hodila sem v knjižnico, proti hodim v knjižnico ali hodila bom v knjižnico in je točno jasno, kaj in kako. V estonščini imamo sedanjiško in prihodniško obliko enako. To je ma lehen rama tu koku. In kako izrazimo prihodnik? Home lahen rama tu koku. Torej, jutri sem v knjižnici, jutri hodim v knjižnico. Morajo imeti časovno besedo, ki to označuje. Kaj pomeni to, da določena družba v jeziku nima glagolsko izraženega prihodnika, ima pa preteklik in sedanjik? Si lahko mislite sami. Vidik časa, tudi antropološko pač gledano in tudi uporabijo Sapir-Whorfovo relativnostno teorijo, je pa recimo film Prihod ali Arrival iz 2016. Če ga niste gledali, poglejte ga, zanimiv je. Ravno tu je ta koncept, koliko jezik vpliva na naše dojemanje. Ne? Zdaj, če bom jaz zapisovala nekaj v krogu ali bom dojemala čas ciklično, ne? Bistveno bolj kot zdaj, ko pišemo linearno z leve proti desni, naš čas teče z leve proti desni, ne? Zdaj, če bi šlo po krogu, bi pa, tako da se zanimivo poigrajo s to teorijo in veliko je tudi lingvistične antropologije. Seveda tudi prostorskih vidikov je precej, recimo v indoevropskih jezikih imamo predložne zveze, imamo predlog v, knjiga je v omari, to označuje notri. Recimo estonščina, finščina, latviščina, oni nimajo predloga v, oni vse z pripomno pri omari izrazijo, ne, kapis. Torej je to del omare, ta prostorski označevalec ni posebej, kot je recimo pri nas. No, pa da ne bom preveč nategovala vse skupaj, bi izpostavila 2 pregovora iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje. Eno je, česar ni v srcu, na jezik ne pride, ker v srcu je naša duša in z jezikom lahko naredimo vse, celo molčimo. Hvala. Najlepša hvala za to poučno predavanje. Imamo pa par vprašanj na slidu in bi vam kar postavila ta prvo. In sicer, zakaj ima slovenščina tako nenavadne kletvice? Naprimer, 300 kosmatih medvedov, pojdi se solit, naj te koklja brcne in podobno. Ja, to niso kletvice, to so eufemizmi. Telih 300 kosmatih medvedov je v resnici 300 kosmatih hudičev in tukaj smo že povedali, kako je z volkovi. Slovenske kletvice so tudi vse kletvice, če dovolite, a jih lahko izrečem? Ja, ok. Pizda
je v bistvu starejšega slovanskega izvora v vseh slovanskih jezikih. Kurac smo že ugotovili je iz kure. Zdaj zato, ker ni kurec, ampak je kurac in s tem v bistvu potujimo, damo nekako daleč na jug. Ne, še ne pomeni, da kletvica ni slovenska in tudi fukati, če mogoče starejša generacija pozna te kemp dogodivščine na Hrvaškem, ko so hodili Čehi in so se mame drle na favkaj blazinku, ker je povezano s pihanjem. Tako da vse te kletvice, za katere mi mislimo, da so v bistvu srbske oziroma jih damo na kako južnoslovanske jezike, so splošno slovanske, najdemo jih tudi v drugih slovanskih jezikih. To, kar je bilo navedeno, so eufemizmi. Mogoče pa kot zanimivost povem, da recimo krščan Matiček, ki danes sploh ni kot kletvica, ampak bolj nek vic od kletvice, morate vedeti, da v času protestantizma to, da je nekdo Matiček, je bila žalitev, odrasel človek ne more biti pomanjševalnica in potem je še krščan, požegnan Matiček. To je označilo, da si totalen bebec, če lahko brez cenzure povem. Tako da ni čisto tako enostavno, so pa kletvice izredno vezane na čas, pa seveda tudi na prostor in se s časom tudi zelo spreminjajo. Ok, super, hvala. Naslednje vprašanje. Ali se v etnolingvistiki ukvarjate tudi s porajajočim jezikom emotikonov, torej da lahko samo s sosledjem emojijev brez teksta nekaj sporočimo? Ne. Trenutno še ne, bom tako rekla, bolj lingvistična antropologija ali pa lingvistika še mogoče malce bolj, zaradi tega, ker etnolingvisti zelo radi se poslužujemo slovstvene folklore, teh nekih pravljic, zgodb, življenjskih pregovorov, ugank in tako naprej. Tako da emotikoni še niso v našem fokusu, pa bojo postali, če bo šlo to tako naprej. Ok. Še eno vprašanje. Ali lahko ima beseda pomen brez konteksta? Oziroma, ali kontekst pogojuje pomen in interpretacijo besede? Kontekst absolutno pogojuje interpretacijo besede, to nedvomno, to smo videli pri drevesu. Pomen je v bistvu določen. Ko se mi naučimo besede drevo, vemo, da to, kaj naj bi to pomenilo. Ampak zdaj, ali to drevo, ali pa recimo voda, brezbarvna tekočina, ali to res nam pove dovolj? Jaz mislim, da ne. Rabimo kontekst. Kaj je voda, naprimer v Egiptu, kjer ni pitna, iz pipe govorim, in kaj je voda recimo pri nas, ki je iz pipe pitna. Kaj pomeni, ko naročimo vodo pri nas in pri Egiptu. Tako da pomen ima, ampak interpretacija je pri jeziku ključnega pomena. Potem pa za konec še eno malo bolj osebno vprašanje. Kaj vas osebno pri jeziku najbolj fascinira? Mene pri jeziku najbolj fascinirajo vse zgodbe, ki so z jezikom in zgodbe, ki so izražene z jezikom. Meni je neskončno zanimivo, ko sem recimo raziskovala poimenovanje barv v slovenskih ugankah, da se je razvoj, teoretični razvoj, kako so se izrazi za barve razvijali v jezikih, kjer sta najstarejša sta bel in črn, torej svetlo in temen, se je pokazalo tudi pri ugankah. Največ ugank poimenuje belo in črno barvo oziroma uporablja te dve barvi in tretja v vrsti je rdeča barva, ki tudi po razvoju sledi tej barvi. Neskončno mi je zanimivo sama etimologija besed, da črn izhaja iz podstave za gost in bel, za svetu, razpršen in vse te stvari, ki jih lahko o jeziku in z jezikom povemo.